Festival Poletje na platnu in med platnicami že 9. leto zapovrstjo pripravljata Slovenska kinoteka in pisarna Ljubljane Unescovega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. Več o letošnjem programu, ki prepleta literarno in filmsko umetnost in tokrat poteka pod geslom Strategije upora, pa urednica revije Ekran Ana Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program. Ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. O uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekako razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekako sestavijo v program. V središču oziroma nekako v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekako en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo, za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. 2 leti nazaj, torej leta 2024, sta izšle 2 izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati Andraža Rožmana. In v bistvu te 2 knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi. V tednu pred nami bodo v okviru festivala med drugim prikazani filmi Jaz Daniel Blake, Kena Loacha, Dolge počitnice Damjana Kozoleta, Revolucija izpolni svojo obljubo, Rdeča ljubezen Dore Garcia. Dogodke bodo uvedli pogovori z gosti oziroma predavanja. Med filmi Ana Šturm še posebej izpostavlja projekcijo restavriranega filma Taborišče Tiaroy senegalskih režiserjev Ousmana Sembena in Tierna Fatija Sova. Če bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor vabilo na ogled filma Taborišče Tiaroy. To je film iz leta 1988, poden se podpisuje veliki senegalski režiser Ousmane Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po 2. svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili de Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Tiaroy v bližini Dakarja, od koder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo, in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen, predvsem zaradi sodelovanja 3 afriških držav. Leta 1988 so ga v Cannesu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
9. edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami bo na muzejski ploščadi Metelkova potekal do vključno nedelje 16. avgusta. Vstop na dogodke je brezplačen. V času festivala lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno, v primeru dežja pa dogodki odpadejo.